Tale knjiga je živo rdeče barve kot najbolj vroč ogenj na tem svetu. In če to knjigo postaviš v hišo, ki ni zaokurjena, na sredo na mizo, greje celo hišo in še vse generacije za tem. Dober večer, sem zbranim in seveda avtorju. Najprej bi mogoče ob tem nenavadnosti, ti si v knjigi zbral objavljene tekste. In običajno veljajo objavljeni teksti kot, bi rekel, neko švercanje, drugo novično prodajanje istega, potem pa teksti zaživijo drugače. Vsak na novo dobi smisel v celoti in v začetku ti omenjaš, narediš eno zanimivo paralelo med vero in znanostjo. Vera, ki obljublja boljše življenje onkraj tega, znanost pa nam namiguje, da nas boljše življenje čaka zdaj tu in ob njeni pomoči. Ampak ti si do tega skeptičen. Zakaj ne verjameš v znanost? No, najprej sem dolžen na prvi del odgovoriti nekako, glede na moje... Glede na moje dosedanje izkušnje, predvsem z novinarji, bi rad poudaril, da je neko poprečno mnenje njihovo, da tisto, kar napišem, prehiteva za poprečno 7 let. Torej, tudi tisto, če je bilo že objavljeno, pa še enkrat objavljeno, nič hudega, kajti očitno je inkubacijska doba tako dolga. Ampak, torej, ponavljamo lahko neke stvari, dokler se morda ne primejo. Glede tega skepticizma med religijo in znanostjo, bi poudaril pa tole, da v obeh primerih gre za ideologijo. In če gledamo zdaj razvoj recimo evropskega gotskega sveta, torej v času gotike, primer tega razpada gotskega sveta bomo spoznali tudi v samem naslovu te knjige. In če to primerjamo z vzponom znanosti, potem vidimo, da je sodobna znanost postala izjemno dobra učenka svoje največje sovražnice, nekoč religije. Če so nekoč ideologi religije svečano kurili heretike in nevernike po nedeljski maši na mestnem trgu, imamo danes ravno tako sežiganje heretikov in nevernikov v sodobno znanost, pa sodobne dogme, s tem, da so te metode niso več javno kurjenje na grmadah, ampak so bolj sofisticirane v smislu sodobne znanosti, torej bolj so napredne, niso to na prvi pogled grobe, če bomo ravno enake posledice. Torej, moje generalno stališče je, da živimo v svetu, ki je preveč poln raznih ideologij, zato je moje geslo smrt vsem ideologijam. Ja, ti si za razliko od mnogih nezadovoljnih nad sedanjim stanjem duha, ki pravzaprav se spominjajo in obujajo celo neznane, neeksistirajoče stanje idealnosti v starem partijskem režimu. Zate sta pravzaprav partijski režim kot sodobni, kot liberalna tržna ekonomija pravzaprav ista zgodba. Zakaj? Enostavno zato, kajti, sem rekel, če se govori o smrti ideologiji, kot edini rešitvi iz te ujetosti v to večno kroženje lovljenja za rep, pravim, da je potrebno preseči to ujetost in postaviti neko novo kozmologijo človeka, v tem smislu, da je tisto, kar je na tem svetu preskušeno skozi evolucijo življenja, torej, kako je življenje razvijalo svoje prilagoditve skozi vse te milijone let, da je v bistvu naloga človeške družbe, da izstopi iz tega ideološkega sveta in da začne svoje znanje razvijati v smislu tega, da rešitve, ki jih je narava razvila, prenese v človeško družbo, kajti le to je edini način, da izstopimo iz tega ponorelega sveta, da ne postanemo žrtve, kajti trenutno živimo v enem od destruktivnih sistemov, in za vsak tak sistem, če gledamo sistemsko teorijo, spoznamo, da vsaka destrukcija vodi na koncu v autodestrukcijo, torej v kolektivni samomor. Jaz bi zelo na kratko pojasnil
Torej, edina primerljivost s to dogmo neomejene rasti, kot nam jo pridigajo politiki in ekonomisti sedanji, je v naravi rakavo tkivo, da za raka vemo, kako se konča. Torej, rakavo tkivo ubije gostitelja, v nadaljevanju pa včasih pozabimo, da je tudi samo morilsko, kajti iz te, ko ubije substrat svojega preživetja, ubije tudi sam sebe, torej je ta destrukcija na koncu autodestrukcija. No, zato jaz mislim, da je izhod iz te zanke smrtonosne ravno v tem, da postanemo nekako pristaši te biozofije, kot jaz pravim, da oponašamo sisteme, ki delujejo v naravi skozi milijone let in da to prenesemo v človeško družbo. Če sodobni človek je v dilemi, ne ve, kaj bi, oziroma če ga zanima, si pojasnim kakšno zadevo, ima danes nek tak refleks, odpre računalnik, poišče Google in se mi zdi, da najde rešitev. Ti pravzaprav napeljuješ na drugo smer, praviš, da bi se lahko več naučil človeka pravilno. Ja. Zdaj včasih ne, nam ekologistom, ki smo zagovorniki neke druge pozicije v naravi, zdaj bi najprej eno dihotomijo pojasnil, ki je meni zelo čudna. Torej imamo dve stroki, ki jim pravimo ekonomija in ekologija. Če je ekologija veda v našem domu, potem je ekonomija naj bi bila veda o dobrem gospodarju v tem domu. In tukaj vidimo, da gre za popolno nasprotje, no izkosko nasprotje bi jaz odgovoril tisto, kar je Bernard povedal. Torej gre za enostavno za to, da v zadnjem delu, kako si že na koncu rekel tisto, v zadnjem delu? Ja, v tem smislu, da bi iskal odgovore pri spoznanju ali pa mišljenju človeka izpravljeno. Gre za to, da če pogledamo človekov razvoj, a pa recimo, če gledamo ta konflikt med ekologijo in ekonomijo, nam včasih ekologistom očitajo ekonomisti, da želimo ljudi spraviti nazaj v kameno dobo. Jaz bi tukaj poudaril nekaj drugega, kajti izjemno pomembno za naše preživetje je ohraniti zgodovinski spomin naših prednikov. Torej gre za to, da mi ta znanja, kako so naši predniki preživeli skozi tisočletja v tem prostoru, kakšne vire so uporabljali, kakšne tehnologije so razvili, da to nadgradimo z najnovejšimi spoznanji znanosti. Torej v tem delu nisem jaz noben nasprotnik znanosti, jaz sem nasprotnik korporativne znanosti, katere cilj je samo profit, ne pa človeška dobrobit. Torej gre za to nadgradnjo in temu zunaj pravijo te paradigmi traditional ecological knowledge. No, zdaj se vrnem do Bernardovega bistvenega vprašanja. Torej lahko rečemo, da so naši paleolitski predniki razvili najbolj popolno družbo. No, cel tega vidimo v ostanku naravnih ljudstev. Bom sam nekaj dve morda ali pa eno antropološko primerjavo dal, na tistem načinu življenja, govorite o kvaliteti bivanja, je odrasla oseba potrebovala tam 4 do 5 ur svojega dela na dan, da je prehranila dobesedno 4 do 5 osebkov. Danes en človek dela 12 ur, pa sam sebe ne prehrani. Torej nekih hudo narobe s sistemom, ki smo ga postavili. Torej ne gre to za povratek v preteklost, gre za to, da ne pozabimo izkušenj naših prednikov in da to nadgradimo z najnovejšimi spoznanji znanosti, kajti jaz mislim, da ni človekov cilj samo neka fizična reprodukcija za nek imaginarni ekvivalent v nekem denarju, ki je itak naštancen. Ja, naš sodobni svet teče po premisi ignorance oziroma odpora do lastne preteklosti. Ljudje, ki so živeli v krajih, kjer njihovi pradedi niso nikoli zidali, so seveda postali modrejši in so postavili cela naselja, bloke, da jih je zalila voda. Skratka, ta ignoranca do preteklosti je pravzaprav dominantna ideologija in če te vprašam tako eno zelo usodno vprašanje, danes ti pišeš o problemu semen. Semen, ki jih pač pravzaprav nam lansirajo samo še megamarketing skozi korporacije, ampak pravzaprav ni zanimivo, odkje bi si ti pojasnil to, da ti si imel na eni strani dediščino nešteto rodov svojih prednikov, ki so premišljeno izbirali semena, najbolj primerna za podnebje ali mikrokozmos, potem pa pride nekdo in z največjo lahkoto odvrže vse staro in gre v megamarket kupiti eno vrečko.
Ja, mi smo, v bistvu odgovor je v tem, da smo padli na to finto, kot jaz pravim, mita napredka, to je mitologija, ne, kaj je v bistvu napredek, ne, je to količina ali kvaliteta, o tem se lahko pogovarjamo, ne, konec koncev, če pogledamo Slovenijo v zadnjih 20 let, ne, mi smo vstopili v neko deželo, ki ne bi bila bolj demokratična in bolj svobodna, ampak v tem potrošništvu, ki je nam lahko servirano, smo zamršali demokracijo, za demokracijo izbire na daljincu televizorja in svobodo za izbiro v megamarketu. Torej, zato smo pozabili, kaj je to demokracija in svoboda in to zreducirali na potrošno robo v supermarketu. To nas tepe da, 20 let je izgubljeni. Ampak jasno, mit napredka je tisto, skozi kar nam lahko nekdo pridiga obnovitev, nenehna obnovitev rasti na planetu, ki je omejen. Jaz sem tukaj soočil eno geslo, ki ga pogosto slišimo od politikov, ki pravijo, da rabimo več znanja za večjo konkurenčnost. Bom samo malo dešifriral usodnost tega stavka. Torej, več znanja pomeni zajemanje iz obstoječega fonda znanja. Torej, pomeni, v smislu znanja pomeni reprodukcijo že obstoječega. To pomeni težno, da ostanemo na istem nivoju, kot smo. Moja protiteza je, rabimo več domišljije za velike spremembe, ki jih človeštvo mora narediti, če hočemo preživeti. Kajti gre za res. Če gledamo zdaj konkurenčnost, kot drugi aspekt propagande, zadnja inštanca konkurenčnosti je vojna. Kajti, če soočimo konkurenčnost in koncept neomejene rasti na omejenem planetu, potem vemo, da nam bo iz te stopnjevane konkurenčnosti, ko bo primanjkovalo ali če primanjkovalo globalnih virov, prišlo do svetovne vojne za vire, ti pa noben pri zdravi pameti noče. Jaz mislim, da je to norost. Torej, tisto, kar rabimo, po moji oceni, je več znanja za večje spremembe, ki jih moramo postoriti, torej gre definitivno za radikalno spremembo zavesti človeka. Bom tukaj citiral Alberta Einsteina, ki je že pred pol stoletja zapisal, da zavest, ki je ustvarila probleme, ni sposobna teh problemov rešiti. Torej, mi ne moramo z isto zavestjo spreminjati sveta, niti jo ne moramo spreminjati za preteklimi izjalovljenimi poskusi, ampak moramo završiti, bi rekel, to slabo preteklost, izkušnje zumirati in iti pa neko novo paradigmo, ki jo nujno potrebujemo, če hočemo postaviti ali ohraniti ta svet. Ti si vključil seveda v ekologijo moment, ki ni tesno povezan z klasičnimi ekološkimi gibanji v smislu odpora proti akcijam zazidalnim industrijskim multinacionalk, domišljijo. In če vzamemo takole, če vzamemo čisto en osebni konkretni primer, da malo poživlja to splošno govorenje, ko grejo ljudje na dopust, je zanimivo zelo malo domišljije. Nekdo pravi, da bo šel v Hurgado v Rdečem morju, Egipt, spet kdo gre na shopping v BTC, ti si pa vmislil eno zanimivo veselje. Nekje si dobil 50-60 let spaj radio in si iz njega naredil smisel mnogih ljudi. Ok, to je zdaj praktično, Bernard pozna zgodbo, da odlično, torej to je praktično posledica tega mita napredka. Ali imaš neko škatlo iz plastike, ki hrope in ne bi bil radio, ker imaš neke tipke, ker nikoli ne veš, na kateri postaji si, in ko pride prvi nevihtni vlak blizu, ali pa nekaj kilometrov stran, se vse skupaj sesuje. In ker sem dovolj tega vrhunske tehnike, sem enostavno našel na oglasih staro dobro savico, torej radio na elektronke v leseni kiški, ki je bil čudovito razvedrilo servisera, kajti on mi je rekel, da je že kot mladi vajen se na teh radijih učil. Skratka, ta radio je bil popravljen za 12 evrov, ob zagotovilu, da obstojijo vsi rezervni deli, in verjemite mi, da je to vrhunski zvok, da je škatla iz celega lesa, da je zadeva na elektronke in da če piše gor, recimo na tem postaji, na lovilcu postaji
če piše gor Luksemburg, dejansko loviš Luksemburg, ne? Če piše Bruselj, loviš Bruselj. Če piše Moskva, še vedno Moskvo ujameš, ne? To je zame neko krasno odkritje, no, tako da poskušam še koga navdušati, kot jaz tem, je Bernard tudi tak radio najdu, so bili kabli obžrti od mišk, ampak je dal popraviti pa dela. Ja, jaz moram povedati, da nisem čisto sledil tvojemu zgledu, namreč dobil sem ta radio, pa sem ga poslušal, da sem se čez čas začel vprašati, kaj poslušam, me to sploh zanima. In dolgo sem razmišljal in pa sem gotovo seveda, da raje poslušam ruski Eho Moskvi in sem zaradi tega del mogel si umisliti edino možno napravo, ki je temu kos, to je pa nek iPad. Žal sem žrtev tehnologije, če hočem poslušati vsebino radio, ki poročajo o dogajanjih v drugih deželah. Hkrati s tem si ti pripoveduješ tudi o hitrosti. O hitrosti vemo, čas je denar, pravzaprav največjih udarcev v antičnem času, v času Julija Cezarja je bil, ki je zamenjal koledar. In to je pomenilo, ker se dnevi niso ujeli, da je konec novembra en dan trajal 60 dni. In kdo je protestiral? Bankirji. Izgubili so 60 dni obresti na posojeni denar. Na vsakem koraku nas učijo, čas je denar. Moj prijatelj Janez Suhadolc, ko potuje, razlaga, če hočeš kaj videti, moraš iti počasno, moraš iti z biciklom ali pa peš. Ti to hvalnico počasnosti razvijaš v širne smeri, daj nam malo razloži, zakaj ta piedestal počasnosti. No, zato, ker je v bistvu ta mašinerija hitrosti, Bernard je lahko začel, ta mašinerija hitrosti naštela na šumenek obresti na računih, ne? Tisti, ki imajo denar namreč, ne? Torej, če gledamo zdaj stanje na sezonnih borzah, vidimo, da super računalniki nadomeščajo vse te borzne špekulante in da tukaj gre za nanosekunde, za te povezave med svetovnimi borznimi centri, torej človeški faktor je izključen, ne? To vidimo, da do kakšnih absurdov prihaja človeška civilizacija, ne? Drugače pa v bistvu ravno ta paradoks tega, ne? Da se nam vsem blazno mudi, ne? Da smo vsi v neskončnem stresu, ne? Da bi morali biti naenkrat na 3 koncih, da nimamo časa in da potem si vsi napišemo tisti znameniti rek, imamo pravke, pridem pred, ne? Ta rek poznamo iz Medvedka Puja, ki je sova napisala na drevo, imamo pravke, pridem pred. Torej, ta hitenje je ravno tisto, kar nas vrže iz ravnovesja, kar nam briše možnost vzpostavitve realnega odnosa z stanjem v tem svetu ali pa realnega odnosa kot nas, ne? Kajti sodobni človek tako hiti, izgublja tisto, kar je najbolj dragoceno, izgublja sedanji čas, sedanji trenutek, ne? Mi smo razpeti med tistim, kar je bilo in tistim, kar naj bi bilo. Vmes pa dirkamo. Tukaj je čudovita zgodba o Alice, večji kraljici, iz Alicene pravica o čarobnem ogledalu, ki na to razjasnjuje na pravičen način. Torej, razpetost med tisto, kar je bilo, prinaša strahove, da se ne bi tisto, kar je bilo slabo, ponovilo v prihodnosti in da s tem izgubljamo tisto, kar je najbolj dragoceno, torej sedanji trenutek, in če bi omenil ta bermudski trikotnik, kot mu jaz pravim, torej vsi živimo v nekih pričakovanjih, kaj bo, kaj ne bi bilo v prihodnosti in potem smo odvisni od teh pričakovanj, ali bodo realizirane ali ne bodo, in ker smo odvisni, nas je strah, ali bo to realizirano ali ne bo, za strah pa dobro vemo, da povzroča nasilje. Zato je ta tek enostavno prvič beg pred samim seboj in drugič je tisto, kar nas pripelje do tega, da v sočloveku ne vidimo več prijatelja, ker imamo eno lep izraz v slovenščini, torej srečanje in sreča, srečanje izbira iz sreča, sta povezani besedi in dokler mi ne bomo v srečanju videli sreče, torej da nam človek prinaša srečo, ne pa je to potencialni sovražnik, ki nas to ogroža, ki nas lahko premaga, ker smo neskončno konkurenčni. Ampak mi smo konkurenčni samo med seboj in zelo fleksibilni do unih, ko hočejo, da smo fleksibilni.
Jaz predlagam ravno obratno, da smo konkurenčni do unih in med sabo sobivamo in med sabo se srečujemo kot prijatelji, da to pretvarjamo nazaj v srečo, kot kar sreče ne bo. To srečevanje ljudi je pravzaprav postalo del industrije. Ljudje množično radi hodijo v megacentre z upanjem, da bojo koga srečali. In ti danes v, recimo, medijsko fatalnem problemu prodaje Mercatorja tujcu, zelo nosnemu Todoriću, kaj že je? Kako ti gledaš to stvar? No, to kupčkanje med tistimi, ki se grejo kupčkat, meni niti sploh ne zanima. Moram povedati, da tisto, kar je meni cilj mojega poslanstva v življenju, je to, da v temelju slovenske družbe poskušam skupaj z ljudmi iz cele Slovenije splesti nazaj socialno mrežo odnosov med ljudmi, torej da se ljudje povezujejo, da se samoorganizirajo, da se spoznavajo, da najdejo skupne rešitve. Jaz sem veliko pobudnik teh gibanj v svetu, ki stavijo na razvoj lokalne ekonomije samo preživetja. Jaz sem prepričan, da moramo na lokalni ravni ustvariti vse tisto, kar potrebujemo za preživetje. Torej osnovne biotske potrebe človeka. In tega je veliko v tej knjigi. Torej streho nad glavo, energijo, torej kurjavo, karkoli energije potrebujemo za življenje, obleko, obutev, hrano, vodo, zdravstvo in šolstvo, to moramo postaviti na lokalno raven, če hočemo preživeti. Tukaj ne rabimo nobenih multinacionalnih korporacij, ampak samo to, da se ljudje med sabo povežejo, se organizirajo, da postavijo produkcijo na lokalni ravni, ki nam je bila vzeta in ukradena v imenu globalizacije in napredka sveta. Jaz sem ravno zdaj, 2 dni nazaj imel en pogovor tam gor s predstavniki gospodarske zbornice in sem jim rekel, da je globalizacija proces, da je to eksperiment, ki se končuje, ker je propadel. Kajti mi danes vemo kot ljudje, da je samo 2 stvari sta globalizirani. In to je kapital pa kriminal, kar je pa isto. To je nobena razlika. Eni imajo morda Armani obleke, drugi imajo pa leder jakne, metode so pa iste. Eni štancajo denar, eni ga pa kradejo, obojega pa v isto, tudi to je kraja. Torej vidimo, da gre za nek roparski odnos, ki ogroža dejansko civilizacijo in tisto, kar je človeka naredilo, človeka z veliko začetnico. In zato je stavim na to eno pozabljeno knjigo, bi rad vas upozoril, ki jo je napisal znameniti nemški in pozabljeni ekonomist Fritz Schumacher, leta 1974. Naslov te knjige je Small is beautiful, malo je lepo. To je priročnik za razvoj Slovenije, napisan 74. leta v nemškem jeziku. Poskušali bomo to prevesti v slovenščino, da čim prej boste lahko brali. Mislim, da ne rabimo nobenih velikih teorij in finančnih zarot in najmanj pa bedaste politike, kot jih imamo na izbiro danes, na kjerkoli nivoju, ampak rabimo en zdrav razum, bi rekel, afirmacijo zdravega razuma in zaupanje enega drugega na tem nivoju, da naredimo Slovenijo, ki je mala in lepa, v maneri preživeti na lokalni skupnosti. Za visoko tehnologijo, s tem se ne pokvarjajo korporacije, pa lahko pač to kupimo, kada želimo. Ne rabimo imeti v Sloveniji te obljubljene, veste, Silicijeve doline, pa neke svetilnike, pa neke jambore, pa neke vse so piramide, pa da ne govorimo še Novi Švici, te blodne, zablojenih politikov. Bom sam en primer povedal, ko sem se ukvarjal za samooskrbo na 3 nivojih po Sloveniji, v Mariboru, v Gorenjski in na Kranjski ravni. Vse študije govorijo, da je lokalna samooskrba z lokalno pridelano hrano, torej kratke razdalje od vil kmeta do vilic meščana, 4 do 5 krat bolj donosna kot kjerkoli gospodarska dejavnost. Torej, rešitev je tukaj. Bomo gradili nove markete, že če povesam 2 podatka, torej Slovenija je po kvadraturi marketov prva v Evropi na prebivalca, po predelovalni zemlji smo pa zadnji v Evropi. Torej vidimo, da gre za izjemno asimetrijo,
ki je zelo nevarna, ogroža prehransko varnost in suverenost dežele. Ti si bolj poslušalec radia Savice kot televizijskih oddaj, ampak te bi vseeno vprašal, ali je prišlo to do tebe, ko so kakšen teden nazaj kitajska delegacija obišče Slovenijo in ker se njihov načelnik, vodja zanima in pove lepa dežela, lepa hrana, potem pride serija medijskih idej, kako bi Slovenija lahko Kitajski prodajala zdravo hrano. Jaz bi rekel, da najprej začnemo prodajati zdravo hrano našim otrokom. Ne da jejo največjo svinarijo Evrope po šolah in po vrtcih, ki prihaja z Patske nižine. To je tisto, kar bi moralo biti temelj. Otroci so največja žrtev te svinarije, ker se s favoriziranjem uvoza z nekih najbolj kontaminiranih delov Evrope zastruplja naša najmlajša generacija, a zdaj ne bi 2 milijona Slovencev hudrali 2 milijardi Kitajcev, medtem ko naši otroci umirajo za levkemijami in za diabetesom, kar je bilo nepojmljivo še pred 10-15 leti. Gre za pravo epidemijo, o kateri se ne govori. Dober gospodar najprej poskrbi za svojo hišo, za zdravje svoje hiše, ne pa da imamo spet nove svetilnike, napredke, nove, bi rekel, tele Silicijeve doline, tukaj imamo pa Kitajsko dolino, ki bomo dobili, take propagande so prozorne, prosojne, da ne rečem ničeve. Če razširimo tvoj pogled na smiselnost učenja iz preteklosti in vzamemo recimo en pregovor, ki je nekoč bil zelo živ, zdrav kot riba v vodi, je seveda danes ti smejiš, riba poznamo predvsem iz kakšnega TV prispevka, kako cel potok okoli obrnjenih je pomrl. Ti pripoveduješ in pišeš in tudi mnogi drugi o problemu živega srebra v ribah. Skratka, riba je postalo bitje, ki je daleč od tega, da bi bilo zdravo. Ampak ta paradoks bivanja gre na vse strani. Nekoč so veljali otroci kot najbolj gibljiva bitja, najbolj zdrava. On se počasi že obrača, da bi rekel starci, ki so jedli bolj smiselno hrano, da je vprašanje, če niso v boljšem stanju kot mladež. No, Bernard, dobro se začel z ribam, namreč jaz imam še en pregovor, ki pravi, da le crknjene ribe plavajo s tokom zdrave pa proti toku. Zato apeliram, da če je ta tok, ki nam ga vsiljujejo razne kvazi elite, Bog jim pomagi, ta tok je za crknjene ribe. Kdor pristane na to, ker je vsiljeno, je mrtva riba, ki ne razmišlja več. Zato jaz apeliram, da smo vsi žive ribe, ki plavajo proti toku. To je prva stvar. Druga stvar je pa, če smo že pri pregovorih, meni je krasen, on je že Kitajcev, mi ne moramo s Kitajci nadaljevati, ker smo postali blizu njim. Kitajci imajo obenem en krasen pregovor, ki pravi, da bo svet varen takrat, ko bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet. Mislim, da je jasno, ko bo kmet zdravnik, ko bo kmet pridelal hrano, ki nosi zdravje, ne bolezen, ko bo zdravnik učitelj, torej ko bo zdravnik učil, kako živeti, da ne zbolimo, ne da bo serviser korporacij farmacevtskih, kot je danes, in ko bo učitelj kmet, pomeni, ko bo v šolski sistem učil otroke praktičnega preživetja v spremenjenih okoliščinah. Ne da so otroci breče, v katere trpajo neskončne gore podatkov, ki ne služijo ničemer. In s tem jasno reproducirajo že obstoječe in iz teh bogih otrok delamo ene pifere, ker uspejo samo tisti, ki imajo boljši zid sleder, največje talente pa uniči ta povprečje. V Slovenci imamo eno perfidno metodo, veste, kdorkoli poštrli ven iz povprečja, dobi pomoč od zgoraj. To je ta pomoč. Zato jaz ravno govorim o tem, da nam taki pregovori lahko razprejo duha in spet smo pa domišljiji. No, in tukaj se je spet domišljija usodna, ti si hkrati pravzaprav tudi ekoterapeut, ekopsiholog na nek način. In opisuješ primere, ko
danes često ljudje se znajdejo v situaciji, ne vemo, kaj storiti. Izgubiti službo, človek, ki ga zapusti partner, se pravi mu karkoli, mu zmanjka nafte. Vse situacije elektrike, v vseh teh situacijah je pravzaprav izgubljen in išče neko pomoč. Sam več ni sposoben razrešiti problema. A bi ti lahko na kakršenkoli način napeljal tega slehernika, v katero smer se začne gibati, da bo bližje iskanju odgovorov? Aha, no se mi imamo dobre nauke nam dajo že kar tele naravne katastrofe, ki imamo, ne. Pa pojmo, mi smo obdobje suš, ne, velikih, pa je pa šlo zdaj obdobje poplav, prvi val, pa drugi poplavni val, pa smo imeli žled, zdaj imamo že 4 poplavne vale v enem letu, ne. Glejte, tle se učimo sodelovati. To so učne ure. Kje je bil tle sistem? A je bila tle kakšna konkurenčnost? Kje je bil tle veliki neoliberalni sistem kapitalizma? Delovale so inštitucije, ki jih imamo mi že nekaj stoletij, torej kdo je deloval, gasilci, ki so že starodavna organizacija v Sloveniji, imajo veliko tradicijo in so spoštovani. Delovale so te lokalne organizacije, ki jih poznamo, za društva in tako naprej. Vse tisto, kar je dišalo po nekem sistemu, po neki ideologiji, je izginilo. In se ta civilizacija v bistvu pojavila, kot Marcel pravi, ne, ko smo požgali luč. Imamo takoj naenkrat, čim preteče elektriko, imamo nakup in banke in zavarovalnice in oblast in televizija dela in bankomati delajo, skratka dobimo vso to breme na glavo. Ne? Torej se v bistvu, glede na to, da se bodo te, ne bom rekel katastrofe, to so v bistvu odgovori narave na naše neumnosti, ne? Ki jih počnemo in nažalost živimo v svetu, če gledamo zdaj poplave, ki se dogajajo nenehno, to ni hudobna mati narave, ki nas želi pokončati, ker nam je sovražna, ker sovraži človeka, ker ga bo uničila, ampak to je kopičenje naših neumnosti, kot da veste, ko otroci zlagajo domine v niz in je dovolj veliko število domin na mizi, je dovolj, da eno domino krcne in se cel niz podre. In to je, kar se dogaja zdaj v naravi, podiranje domin. V bistvu narava išče nazaj novo ravnovesje, zdaj, a je nam je to všeč ali ni, je naš problem. Mi smo to ravnovesje podrli in namesto, da bi reševali problem na način, da se učimo iz napak, ki jih delamo, ne mi te napake ponavljamo. In s tem bomo samo še bolj zaostrili vse probleme in upam, da bomo končno le se usedli in dogovorili, kako naprej peljati v družbo, da ne bomo žrtve ene nove scenarije, ki se dogaja, moram poudariti, da narašča število tistih subjektov, ker je to moderno tako govoriti, ki dobro služijo od nesreč, ki nesreče povzročajo, da služijo še večji denar in potem pridejo kot reševalci, ustvarjajo še nove probleme in da se pravijo še večje zaslužke. Torej, produkcija nesreč je postala naložba kapitala. Bodite pozorni, zdaj se bo pri reševanju poplavne varnosti pojavili en kup firm, ki bodo samo nakopičile probleme v vodni varnosti in bomo imeli naslednje leto, ko smo imeli že neko razpravo, bomo lahko govorili, da je škode 500 milijonov evrov, je milijarda evrov, ampak s temi tehnologijami ne bomo rešili problema poplav. Ampak bomo rešili samo višino škode. A napoveduješ torej to, da prvi odgovor državnega aparata na poplave bo investicija, ki bo omogočila gradbenim podjetjem, da bodo na veliko zidali neke zajezitve in bregove rek? No, jaz sem že tudi v tej knjigi napisana ta tragedija Vipavske doline, kako so jo posegi, ne bom rekel nespametni, ampak zločinski posegi uničili. Torej, Vipavska dolina je, ne bi bila nekak rajski vrt Slovenije, v smislu te pridelave zdrave žive hrane. Vidimo, kako so te koncepti že prej, v prejšnjem sistemu, so bili zgrešeni, pripeljali z dodatnimi ukrepi do tega, da je z regulacijami v zgornjem toku prišlo do poplav v srednjem toku, potem z dodatnimi regulacijami do poplav v spodnjem toku, prišlo je do uničenja humusa. Skratka, cela dolina je uničena
in uničijo se reševalci doline. Ne, in zdaj jasno, kaj se je zgodilo, ti reševalci so podbrali svoj denar in zginali, prepustili ljudi, ki tam živijo v usodi uničene pokrajine. Ne. To se nam lahko dogaja in v Savinjski dolini, še kjer v Savinji, če bomo dopustili to rovarjenje, to lomastenje zaslužkarjev na nesreči ljudi. Ne. Tako da... Čakaj, ampak če te prav razumem, zgodilo se je to, da so reševali pred poplavami tako, da so na določenem delu dvignili breg in na nadaljevanje toka reke prinese poplavo. Ja, itak, če vi zgornje pritoke spomnite v potočne kanale, se bo udarni val nekje nižje razlil, potem pridejo še tisti betonirati, da se še nižje razlije, potem pa nastane druga faza procesa, torej zaradi hitrejšega odtoka vode iz pokrajine imate zgoraj sušo, ki se začne kot kmetijska suša, konča pa kot suhe vodovodne pipe. Imamo na stotine primerov v svetu, ampak mi točno to ponavljamo, kot idioti. Ne? In to je požegnano od najvišjih oblasti, ki spet služijo dar na račun nesreče ljudi. Torej vidimo, da je treba te stvari ustaviti na nek zdravorazumski kategoriji duha. Naši predniki so to dobro vedeli, zelo govorimo o zgodovinskem spominu. Ne? Nihče ni bil toliko nor, da bo zidil hišo na prvi ravnici, na prvi terasi reke, ker so vedeli, da je to rečna last, da je to prostor, kjer ima reka svoje rečno telo, pa tudi če se za 50 let razlije, je to njen prostor. Tam nima človek kaj početi. No, naslednja faza so potem obrambni zidovi, ki ne bi zdaj tiste narobe zgrešene hiše, zgrajene hiše reševali pred to hudobno reko, ki ima edini cilj, da pokonča ubogega človeka, ki je rinil v njen svet. Torej vidimo, da iz izkušenj, recimo Američanov, zdaj govorimo o Mississippiju, ampak ne o Katrini, ampak tisto, kar se je zgodilo leta 80, ali pa o strahotnem poplavi Rena, da so Holandci in Američani na stotine hiš umaknili iz prve terase na drugo teraso, torej preselili prebivalstvo in na dolgi rok rešili reševanje poplav. Pa nas bomo zidali zidove, očitno. Ne? Itak smo, morda se bomo od Kitajcev naučili kitajski zid delati. Ja, očitno Slovenija je dežela brez alternativ, v tej dilemi se ne postavi v igro, kaj je bolj smiselno, ali se zidati zidove z nejasnim učinkom, ali preseliti prebivalstvo, ki so jih urbanisti poselili od voda. Ampak pravzaprav tle je tudi zelo močna izhodišče je ignoranca oziroma vzvišenost, aroganca do narave. Ko če gremo na Viču, kjer vsakič zavije bloke s celimi garažami vred, in se človek ozre naokoli in ugotovi, da tam teče ničkan potoček. In seveda, kdo ne bi živel v luštnem majhnem potočku. Ampak kdo pozna naravo, seveda ve, da potoček je majhen, lahko je pa strašen hudournik. In če ne greš nikoli v naravo, odkotko ne veš, da je potoček lahko tudi grozljivi hudournik. Se pravi, a je en izmed problemov, če bi tole rekel, tudi to, da je pod pojmom šolske lektire, se učimo pri biologiji vse mogoče stvari, ne učimo se pa, kako biva narava, kako delujejo, kako živijo reke, kje so vodovja. Ja, zdaj, prikazovanje narave kot neke zle pošasti, nek se prej menil, to je ta koncept socialnega ali pa neodarvinizma, ki se reflektira tako v človeški družbi, ki se prej govoril o konkurenčnosti človeka, ki ni več prijatelj, ki ni več sodelavec, ki je sam še konkurent ali pa sovražno nastrojen. Ravno naravo gledamo kot neko pošast, ki ima okrvavljene čekane in kremplje, kjer je samo divja nesposoben boj za obstanek in tako naprej. No in če gledamo danes, recimo te projekcije, kaj se dogaja, kako pa projiciramo v medijih en gost. Slovenija je dežela gozdov, preko 60% Slovenije gozdovi pokrivajo, ampak kako se nam prikazuje v medijih gost? To je pokrajina groze in strahov. V njem živijo strahotni klopi, ki nosijo meningitis, ki prinašajo borelijo. Tam so stekle lisice, ki grozijo steklino. Tam so grozljivi volkovi, strašljivi medvedi,
miši, ki imajo mišjo mrzlico, skratka, to je ena sama grozljivka. Zato naši otroci ne smejo v gozd in je bolje, da so za računalnikom, za ekranom, kjer gledajo posnetke o gozdu. Ne smejo spletati na drevo, ker bodo padli in se polomili. Skratka, vidimo, da je ta narava prikazana kot neka grozota, ki je najbolj fajn se od nje odmakniti in jasno se zaprt med 4 zidove in živeti od iluzij, multimedijskih iluzij, ki jih nudijo pač elektronski mediji, kot so kompjuterji ali pa televizije. Ampak to ima lahko usodne posledice, kajti ta rod, ki odrašča v ekranih, bo izgubil stik z realnostjo. In potem jasno, to je pa polje, kamor udira manipulacija medijska, katere žrtve so tudi odrasli ljudje, kajti dajte za en teden odklopiti televizorje, pa poročila in verjemite mi, da boste več vedeli o tem, kaj se v svetu dogaja, kot če gledate vsaka poročila posebej. Bolj boste obveščeni že po intuiciji, kot če vam perejo možgane, kajti največja projekcija danes je pranje možganov in uničevanje zdravega razuma. Zdrav razum je največja nevarnost za vsaka oblast. Nevarni človek, ki razmišlja. Želenje potrošnik je itak idiot. Neki dirkajo s košaro po marketu gor pa dol in čaka razprodaje. To je ciljna publika, ista je ciljna publika v farmaciji, ali pa v odnosu, ko sem prej omenil medicino pa farmacijo. Torej cilj te naveze je bolnik, ne zdrava oseba. Kdor od vas je zdrav, je čista zguba, to je katastrofa. Lepo vas prosim, zdrav človek, to ne spada v ta svet. Ta prav potrošnik je vedno kronično bolan in tovori vreče rcni domov. To je željen cilj. Če premalo bolnih, se izmislijo nove bolezni, ko poznamo iz medijev, zdaj bo itak nova gripa, samo vprašanje bo ptiča ali prašiča, ali bo podganja ali mišja, ena sigurno bo, kajti cepiva je že poštimanga velik, to je prizadel. Ti si nekoč opisoval, rad pripoveduješ o neznanih, skritih realnostih našega mikrobivanja. Nekoč si med hišnimi strahovi in umazanijami izpostavljal, da sta najbolj nevarni točki predmeta daljinc pa tipkovnica. Bolj kot srednjišna školjka. Ampak, ko si omenjal nevarnost odhoda v gozd in prej veselje do tekanja po megamarketu z vozičkom. V knjigi pišeš, da je to kot na pol smrtno nevarno. Ja. Pravim, da analitiki v svetu, ne samo jaz, pravijo, da postaja supermarket najbolj nevarno mesto zahodne civilizacije. Torej, človek je bolj ogrožen, če stopi v supermarket, kot če gre po ulici nekega mesta ali pa po gozdu, kajti morate vedeti, da 80-90% vseh degenerativnih obolenj izvira iz industrijske hrane, ki je bolj podobna mrhovini kot hrani, to je ponaredek. Bom sam par primerov povedal, recimo malo za zabavo. Torej, v Sloveniji je bila izjemna moda teh jogurtov z bakterijami, mlečno-kislinskimi bakterijami, smo videli tiste reklame, ki so bile dve lepe ženski, ena je bila napihnjena bogareva, druga pa ni bila napihnjena, ki je jedla te čudovite čarobne jogurte. Preiskava v svetu je pokazala, da te jogurti nimajo nobenih bakterij, ampak imajo vsak lonček 2 grama odvajala. Torej, dote kemikalija, ki vas požene. To je edina rešitev, In zdaj jasno v dobri veri, da bomo dobili zdrave laktobaciluse, so stotine žensk kupovale pač te jogurte, zapeljive, v želji, da ne bodo napihnjene, ampak nihče pa ni odgovoril, zakaj je svedoben človek napihnjen, zato ker nenehno je ostanke antibiotikov, predvsem iz farmske reje mesa, to so mleko, meso in tako naprej, ki te ostanki povzročajo ne samo uničenje dela črevesne flore in nadomeščanje te flore z bakterijami, ki povzročajo pline, ampak tudi jasno povzročajo debeljenje, torej hitro prirast telesne teže. No in ko smo že pri mikrobih, kot zabavo povem lahko to, da ta obsesija danes
Bernard je omenil, da število mikrobov na tipkovnicah, pa na delilcih ali pa na recimo GSM aparatih, da napad na straniščno školjko, poznamo iz reklam, ne? Torej iz nje lezejo pošasti, ki grozijo pobiti celo družino, in zdaj je razsvetljen moški zlije not razkužilo, da pobije te pošasti. Raziskava je pokazala, da je na tipkovnici računalnika povprečno 300-krat več bakterij na enoto površine kot za robom skretne školjke. Ampak pri zdravi pameti nihče ne namaka tipkovnice pa delilca v špirit ali pa v razkužilo, ampak kajti tle ni biznisa, ne? Torej, elektronske naprave ne bomo razkuževali, bomo pa farbali neuko ljudstvo glede nevarnosti nerazkuženih straniščnih školjk. No, v bistvu, še ena taka neumnost, ki se dogaja, na veliko prodajajo trajno mleko in en potrošnik bi rekel, super, kupam mleko, ga damo v hladilnik in to je trajno, čez en mesec je še vedno mleko. A ni bolj čudno, da je barva za zid, pol ima pa rok trajanja, da je barva. Pri zdravi pameti bi mogla biti tudi mleko krajši rok trajanja kot barva. Barva ima rok, mleko pa nima roka, torej ni več mleko, ampak je slabše kot bila barva. Ti pravzaprav v to bivanje, soočanje z realnostjo vnašaš humor, ironijo, šaljivost. Ko govoriva o supermarketih in se pri mnogih travmi, ko se sprehajajo skozi supermarket, pa si ne moreš kupiti stvari. Ti citiraš Diogenesa. On sicer ni šel v Špar, ampak je šel na atensko tržnico, kjer je bilo vsega in se je čudil in rekel, glej, koliko predmetov, ki jih ne rabim. Že v antiki, ne? Že v antiki. No, ampak pravzaprav dostkrat je vprašanje, kako se izogniti, kako pravzaprav najdeti pot soočanja z realnostjo. Že v času Stalina, kot piše poljski žurnalistka Pušinski, se je najdel kmet, se je preprosto umaknil, vzel je kravo in voz in nekaj svojih stvari in se je odpeljal proti Sibiriji. Potem je tam živel desetletja, nihče ni vedel, ni ga najdla niti čeka, nihče ni bil evidentiran. Dosti čas se je skazalo, da je cela truma ljudi, ki so živeli na ta način, da so ušli izpod rok dominantne ideologije. Ampak, če vzameva zdaj takole, naše bivanje od doma do marketa, kako se izogniti? Ti si najdel en poseben način, da si ušel v marketu. Jaz mislim, da če primerjamo, da Bernard je prej odprl ta vprašanje, kako se nam mudi, ne? In ko imamo debate, recimo, imam številna predavanja tudi ali za mestno prebivalstvo, ali za kmete, ali za dijake, karkoli. Pa recimo, ko govorimo o dobrobiti lastnih vrtov, ne, pa mi meščani pravijo, kaj bom jaz tam na vrtu nekaj okopaval, pa bom dobil žulje, me bo bolj v križ, bom ves, bi rekel, polnega muskelfibra, kot pravimo, ne, grem v market, pa vse kupim, ne. Ampak ta ista oseba, ki gre v market, pa vse kupi, ki ima na razpolago, potem kupi še veliko stvari, ki je nepotrebnih, ker je na razprodaji in se splača. Kad plačaš 2, dobiš 3, ker je tako ugodno tisti moment, ker je kreditna kartica neskončno raztegljiva, ampak potem ta ista oseba, ki se pripelje z avtom domov, ugotovi, da ima neke čudne kolobarje špeha okoli trabuha in gre in plača fitness. In potem ugotovi, da je bledičen in gre in plača solarij. Ampak jaz pravim, če imate vrt, imaš in solarij, imaš in fitness in ješ še zdravo hrano, torej to je zelo enostavna rešitev. Pa še nekaj, družimo se, ne? In če drugega ne, dajte primerjati vzdušje v neki megamarketu z vzdušjem na neki tržnici, kjer se lahko pogovarjaš, kjer se lahko pogajaš, kjer se čuješ ljudi, ne? Ne pa da v tem industrijskem načinu, da smo žrtve teh blagajn, ki sam poriva vrsta naprej, čim prej zgini, plačaj, kajti za tabo je vrsta, ne delaj vrste, zgini. Vidimo, to je odnos, da si samo toliko potreben, koliko plačaš.
tam se prodajalke ne smejo pogovarjati s kupcem, to ni tržnica, to je pogon, ki je temperan na pretok denarja, ne na pretok naših čustev, naših odnosov ali pa človečnosti kot take. Torej, že tržnica je pravi relax, da ne govorimo kaj drugega. Dominantna ideologija danes je hvalnica pasivnosti. V vsem smislih. Če boš imel lift, boš šel z liftom, ne boš šel peš. Z avtom se boš pripeljal do končne točke, ne boš uporabljal pešhoje. Potem celo ožemalc za pomaranče boš imel raje električen, kot da bi 3-krat roko obrnil. Ko se pripelješ domov, pritisneš na gumb, pa se vrata odprejo, fizično ne počneš nič. In na celi črti celo v trgovinah, ljudje pravzaprav, če morajo kaj izračunati, pritisnejo na kompjuterček, najbolj enostavnih seštevanj več niso kos. In naenkrat se postavlja vprašanje, kaj bi človek počel fizično, razen seveda hodil v fitness. In ti se pravzaprav, ko berem jaz tvoje, ali pa se pogovarjam tvoje knjige, prav sistematično razmišljati o tem, kaj bi človek lahko počel. Poleg tega, da si omislil posebno motiko, si postal zdaj zagovornik ideje kose, košenja. Ja. Dej, povej, od kje pa kako. No, najprej bom prvi del odgovoril, ko je bil ta znameniti žled v Sloveniji, bom povedal se eno kratko priliko o eni družini, ki je stavila na visok tehnološki standard in je imela tako imenovano pametno hišo. Kaj se je zgodilo s to družino? Torej, ko je zmanjkalo elektrike, za uvod niso mogli dvigniti rulet, ker so bile na elektromotor. Niso mogli dvigniti garažnih vrat, ker so bile na elektromotor, torej mož ni mogel z avto odpeljati od hiše. Čez vhodna vrata, ki so razmejila cesto od dvorišča, je mogel preplezati, ker jih ni mogel odprti. Potem je ugotovil, da mu nadela mobitel, ki je bil na zadnji črtici, da bi poklical taksi, da ga pripelje v civilizacijo, kajti tudi bankomat ni delal, da bi dvignil dar. In ko je prišel do bankomata, pa je dvignil dar, je ugotovil, da je trgovina zaprta, ker ni elektrike. Poglejte, nas se vse ustavi. To je zgodbica pametne hiše. Bernard je omenil motiko pa koso. Jaz sem prišel do nekega etnološke študije iz leta 1954, se je nekdo lotil tega starodavnega orodja in je ugotovil, da imamo v Sloveniji preko 200 tipov različnih motik, torej vsaka dolina je imela svoj tip, ki bi natančno prilagojen kamnini, torej geološki podlagi, prsti, rastlinam, človeku, rokam in tako naprej. Kakšno bogatstvo kreativnosti, torej tole osebno orodje, če hočeš danes to nekje kupiti, tega ni več, kaj ti dobiš kitajski pleh, ki se po 2-3 udarcih skrha in zvije, je neuporaben. Torej mi smo to sposobnost, ta znanja enostavno pozabili in pristali na to, da nam pošiljajo neko robo, ki ni več kvalitetno blago. Še 3 stavke o kosah, zakaj je to? To je pa to kot tržna priložnost, kajti ko je prišlo do velike mode, predvsem v Kanadi, ZDA pa v Angliji, da se vrača ročna košnja kot modni trend, kajti kdor nekaj v Angliji velja, nima več kosilnice, ampak gre na tečaj ročne košnje in se s tem pokaže pred sosedom, ki ima še vedno uno smrdečo ropotalo pred bajtom. Ampak te trende, ki so v svetu danes povezani s fitnessom, pa za vsemi temi, bi rekel, solariji, torej delo na prostem, na drug način so se znali izjemno prilagoditi Avstrijci, katerih tovarna, ki je prej delala recimo, 50,000 kos, to so uradni njihovi podatki, jih zdaj dela 8 milijonov, v glavnem za angleški trg. In so vskočili Švicari, ki delajo iz jesenovega lasa držala za te kose, ki tudi grejo v milijone. Pa kje smo te Slovenci? So do tradicijo s temi znanji, ki jih imamo,
da s po levi in po desni prihtevajo tisti, ki imajo manj teh znanj in manj teh izkušenj, mi pa raje kupujemo kitajsko trparijo v supermarketu. Namesto da bi razvijali svoje lastno znanja, to so znanja, ne čipi silicevi. Čipi ne delajo tisti, ki znajo delati čipe, mi znamo, ki drugega delajo, ki ima tudi svojo ceno. Če se splača Švicarjem delati ročaje, pa Avstrijcem rezila, potem bi se tudi nam, recimo, splačalo oboje delati tukaj, ampak ne. Mi delamo svetilnike napredka. Ti opisuješ to stanje letargije, naslov tvoje knjige je Potniki na ladji norcev. Kako bi pa izgledala knjiga ali pa zgodba, bolj bom rekel zgodba, parafraza recimo bodoče knjige, morda če se kdaj svet spremeni, pa postavlja takole, Upor na ladji norcev. Ja, to je analogija z znamenitim uporom na ladji Bounty, kot poznamo z zgodovine, pa tudi iz filma. Lahko pa tudi nadaljujemo, da lahko pa iz te ladje norcev spustimo rešilne čolne in tisto, kar je pametno, gre na prvi otok živeti svoje življenje. Torej, ne da živimo utopijo, ampak kot pravi Immanuel Wallerstein, da je dovoljeno ustvarjati utopistike, torej nov vzporeden svet. Kaj se bo verjetno v Sloveniji dogaja. Nova Slovenija nastaja od spodaj gor. Res nastaja. Ljudje se povezujejo, se organizirajo, se pripravljajo na še poglobljeno krizo, ki itak bo na vseh nivojih. Kot sem že prej govoril, da je treba vse biotske potrebe, ki jih človek ima, postaviti na lokalno raven, da bomo neodvisni od tega, ali ti bo nekdo dal ali pa ne dal semena, kot je Bernard prej omenil, ali bomo imeli svoja semena, ali bomo ohranili svojo vodo, in tako naprej. Skratka, gre za bistvene stvari, recimo, ki smo jih spregledali, da so farmacevti ukradli zdravilna zelišča. Danes serijo uredb je prepovedano prodajati zdravilna zelišča na tržnicah. In to prepoved velja tudi za take banalne stvari, kot je bezeg, ki je v vsakem kmečkem dvorišču rastel, kot je gloh, ki je izjemno zdravilo za srce. Torej, ukradeno je stoletno znanje naših prednikov ali pa tisočletno, iz roda v rod, je nekdo ukradel, si to prisvojil in zdaj to prepoveduje, da ljudje to med sabo prodajo, tržijo in da je to zaprl neke lekarne. In ko sem jaz šel zatestirati to zgodbo v živo, in sem poiskal vrečko šentjanževke, ki je znamenita najboljši antidepresiv možen, ga ni boljšega zdravila. In na vrečki v petnati pisalo šentjanževka. Sem rekel, kje so pa kontraindikacije, indikacije na sveti zdravnikov, farmacevtov, nič od tega. Torej, skrb za zdravje ljudi, da se ne bi zastrupili šentjanževko, da ne bi umrli zaradi bezga, se končuje s tem, da nekdo to ukrade in sam prodaja in to prepove ljudem. Verjemite mi, da bomo začeli akcijo preko demonstracije, upora, da se to na ustavnem sodišču vrne nazaj ljudem, kajti to je ljudska lastnina. Tega znanja ne more noben ukrasti ljudem. So pa naredili to, to je primer takega. Ja, s tem dejavnim tvojim zgledom, kako se lahko človek postane tudi akter lastne zgodovine, je zaključil tale najin dialog, hkrati publiko povabil, koga zanima, knjige so na voljo, obenem pa seveda tudi to neko imate zdaj na voljo za vprašanje. Jaz se bom oglasila kot tvoja velika občudovalka in velika sovražnica supermarketov. Pa me zanima, kje vidiš ti breakthrough ob dejstvu, da je že površina Slovenije poseljena več, oziroma zazidana supermarketi več, kot bi bilo potrebno. Kje je zdaj, kako aktivirati ljudi? Mislim, da nas je zelo veliko takih, ki se strinjajo s tabo, ki se tudi zdaj strinjajo s tabo, ki bodo z veseljem prebrali tvojo knjigo. Jutro bodo šli pa v supermarket in še naprej med 145 vrstami sira
izbrali tistega, ki bo najcenejši. Jaz bi odgovorila na to vprašanje, glede na to, da očitno veliko ljudi ne ve. Ne kako se aktivirati, ampak mi smo že aktivirali. Eno leto pa pol približno je ustanovljeno Združenje brezposelnih Slovenije, ki je bil prvotno je bilo namenjeno samo brezposelnim. Ampak zdaj lahko v bistvu pride vsak, ki ima veselje na zemlji. Dobili smo ogromne površine zemlje, seveda ne od države. Državna zemlja ostaja neobdelana. Od občine ravno tako ne, ostaja neobdelana, ker tam bi mogli najemnino plačati. Dobili smo pa od dedičev, ki so oddaljeni od teh zemljišč in od kmetov, ki ne morejo svoje zemlje obdelovati. Na zveza.zbs @gmail.com se lahko prijavi kdorkoli hoče delati na zemlji, s tem, da mu ni treba niti štikati, da nam vse preorjejo kmete. Imamo v okolici Ljubljane ogromno zemljišč, vse ekološko pridelano. Hvala lepa. To je en del pravzaprav odgovora iniciative, jaz bi pa pravzaprav tebe želela, kje je tisto, kje je ključ do ljudske zavesti, do ljudskega duha, do našega ne. No, jaz bi rekel, da jaz nisem sovražnik megamarketov, supermarketov, nisem sovražnik. Vsak se ne odloča, kako ve zna. Jaz sem samo upozoril, da je to najbolj nevarnih krajev zahodnega človeka glede zdravja, ker ogroža naše zdravje. Poti je pa več. Jaz sem bil vodja projekta v Mariboru v okviru EPK, kjer smo prvi v Sloveniji začeli poskus lokalne samooskrbe. Torej, tezno kot del Maribora, pa zaledje 20 km ven in verjemite mi, po dolgih pogovorih je zadeva stekla in teče. Zdaj se ponavlja to v Zgornji Savski dolini, za 7 občin, od Bleda Bohinja do Jesenic. Interes je tudi v občinah Primorja, torej v kraškem delu. Torej, vidimo, da na regionalni ravni so pobude prihajajo iz občin. Te pobude niso iz državnega vrha, prihajajo od spodaj gor. In tukaj gre za dva pomembna pola. Prvič, ko sem rekel, da je nujno otrokom zagotoviti v šolah in v vrtcih zdravo hrano, da ne bodo umirali zaradi dobičkov barab. Kajti, ko smo delali v Mariboru analize, smo ugotovili, da je 58% vseh vzorcev hrane, ki otroci jedo, kontaminirane in da prihaja iz Padske nižine. Starši so v dobri veri verjeli, da otroci jejo zdravo hrano. Ko so verjeli, da sistem deluje. Po drugi strani pa ravno ta samooskrba na kratkih poteh pomeni, to ni enoznačno, to gre za in obnovo funkcioniranje tržnic, nazaj, da se postavijo tržnice, je ta stik med ljudmi, da se oskrba šol in vrtcev uredi, da otroci dobijo vrhunsko zdravo hrano lokalno. Veste, ni vsaka lokalna hrana tudi zdrava, lahko je tudi vrstni enotek, gre za nadzor. Gre za to, da se postavi tudi možnost skupinskih vrtov, ki je gospa nekako omenila prej, ki je govorila, torej community gardens, skupinski vrtovi pomeni, da skupnost ima neko večjo površino. In vam povem, da ko sem te podatke zbiral, sem zelo presenečen, da v Angliji je čakalna doba, da priš v tako skupnost, pa ste v Angliji 5 do 6 let. Prvo se lahko nekdo temu posmehuje, ampak to povem samo, da se posmehuje lastni nespameti. Torej, zunaj so te trendi. Še en trend bom omenil, ki je pomemben, torej Američani so imeli med drugo svetovno vojno tako imenovani vojaški projekt Gardens of Victory, ki se bo zdaj v krizi preimenovali v Gardens of Survival, vrtovi preživetja. Pa se zunaj resno gredo v smeri samooskrbe na lokalni ravni, pa da se nekateri še tega naučujejo. Tisti ljudje, ki vedo, ki prepoznavajo tveganja sodobnega sveta, se tega hudičev resno lotevajo. Številni ljudje tudi te okrasne trate z neko travico spreminjajo nazaj v vrtove. Torej, tudi v Sloveniji se to dogaja, ne tako množično kot zunaj,
ampak glejte, tisto, ki se bo prilagodil na spremembe, ki prihajajo, bo lažje. Ostale pa ne moram odgovarjati, kaj bo. Jaz bi mogoče dodal v tej tvoji zgodbi, celo v Ljubljani, kjer se zdi, da noben vrtiček ne more zrasti, so leta 1942 na Kongresnem trgu en del Kongresnega trga prekopali, na njem posadili krompir in fižol. Ja, še kakšno vprašanje? Brez fižolčka ni karijere. Če ni vprašanj, jaz se lahko tudi pogovarjam posamezno izven tega kvoruma tle. Ta knjiga, moram povedati, je dobila neko nagrado od gospodarske zbornice, pa zveze menedžerjev, torej nagrado v smislu nalepke pa enega papirja, kot najboljša poslovna knjiga, ampak to ni poslovna knjiga. Zdaj, jaz si naberem vest s tem, z najboljšo poslovno knjigo. To je knjiga, ki je kritika, obenem pa tudi napotilo. Veliko je mojih izkušenj, ogromno berem, ogromno so tuje izkušnje. V tej knjigi je preko 120 esejev, 120 tem v sklopih, tako da vsak bo verjetno najdel veliko zanimivega zase in tudi poučnega, kajti to namenjeno je v bistvu kot nek priročnik, zato je temeljni naslov umetnost preživetja. Vabljeni, tle jih je nekaj, ostale so na mojem štantu, tam, se veste, mi tam mali smo v podzemlju vedno, gor so veliki, ampak ta zadnji bodo prvi, se veste, da vedno se v bazi družbe rojeva nova družba, gor je itak vse puhlo, ne? Tukaj se ponavlja ta zgodba, hvala.